Pozdravljeni. Formula ena se pred začetkom sezone 2026 sooča z novo težavo. Danes si bomo ogledali, kaj se bo lahko zgodilo že na samem štartu. Nova generacija pogonskih sklopov kaže hibe iz dneva v dan. Verjetno vsi vi ste že malo siti raznih analiz in zgodb o tem, kaj vse bi lahko šlo narobe pri teh novih pogonskih sklopih, ki so tako poenostavljeni, da bi jih lahko vsak navdušenec razumel. Vsaj tako so pravili tisti, ki so izbrisali tako osovražen element NGUH. Ampak tokrat bomo videli še en primer, zakaj je bilo izjemno neumno ga brisati. In seveda o pomembnosti tega elementa sem že govoril v preteklosti, v posebnih prispevkih, katere si lahko še enkrat ogledate. Ampak danes se bomo ustavili pri rečem problemu, ki bo lahko prišel na dan že na veliki nagradi Avstralije, oziroma že na samem štartu velike nagrade Avstralije. Brez sistema NGUH bodo lahko mnogi dobesedno obstali na štartnem razporedu. Izgubili ne bodo, na primer, mesto ali dve, ker se jim bo ponesrečil štart, ampak bodo lahko izgubili 7 ali 8 mest zaradi tega. In zakaj? Element, kot je NGUH, čeprav je bil kritiziran, je izničil mnoge hibe, ki jih imajo turbokompresorski motorji. Namreč izničil je tisto zamudo turbine turbolet, s tem, da je pomagal zavrteti kompresor v trenutku, ko izpušni plini še niso ustvarili dovolj visokega tlaka, da bi zavrteli dovolj hitro že prej omenjeno turbino. In verjetno marsikdo izmed vas dobro pozna težave, ampak za tiste, ki ste malce tuji, pri tej zadevi hitra razlaga. Če si sedaj tu ogledamo to posplošeno shemo, bomo takoj ugotovili, da če hočemo stisniti oni zrak, ki gre v sam motor z notranjim zgorevanjem, moramo najprej doseči dovoljšen tlak izpušnih plinov. Šele ko so ti pripravljeni, lahko zavrtijo turbino dovolj hitro, da kompresor opravi svoje delo. Vmes je še tako imenovani intercooler, da ohladi stisnjen zrak, ampak tu sedaj ne bomo se spuščali v podrobnosti. Element NGUH je bil seveda nameščen med kompresorjem in turbino in po potrebi je seveda pomagal zavrteti tisto os in tako preprečil ta zamik, to zamudo. In seveda, kje je tu težava? Enostavno povedano v tem, da morajo vozniki izjemno dolgo časa pripravljati celoten pogonski sklop, da bodo lahko normalno speljali. Govori se celo o režimu 13.000 obratov v minuti, samo zato, da bi imeli v pravem trenutku seveda tisto pravo hitrost same turbine, ki bo pomagala pri štartu. In seveda nekaj primerov. Pripravite se, ker sedaj boste tudi slišali zadevo. Najprej Audi.
nato McLaren z pogonskim sklopom Mercedes, ne smemo izpustiti niti Williamsa, ki ima prav tako pogonski sklop Mercedes. In na koncu še Ferrari. In verjamem, pri Ferrariju ste vsi vi opazili, kako je bolid štartal pri bistveno nižjih obratih. Na raznih straneh so se pojavile teorije, da uporablja Ferrari manjši presek turbine, kar v teoriji zagotavlja, da je ta leg oziroma ta zakasnitev turbine bistveno manjša. Ampak, če želi spraviti tisti zrak, ki gre v motor z notranjim zgorevanjem, na dovoljšni tlak, rabi na koncu višje število obratov. Turbino z nižjim presekom so pri Ferrariju rabili že v sezonah 2022-2023. In verjetno se marsikdo spomni, na primer, kako je zagorel Ferrari Carlosa Sainza mlajšega. Namreč vsaka izbira ima pozitivne in negativne učinke. A zadeva verjetno ni takšna, kot izgleda. Namreč tudi ekipa Haas ima prav takšen pogonski sklop kot Scuderia Ferrari, ampak oni s samim štartenjem imajo težave. Zato bi lahko malce špekulirali in dejali, da mogoče pri Ferrariju pri samem štartu uporabljajo več tiste električno-hibridne komponente pogonskega sklopa. Ne vem, samo špekulirajo. Možno je tudi, da imajo turbino z manjšim presekom, ampak videli bomo v nadaljevanju. V vsakem primeru to, da so izničili element, kot je MGUH, zna biti izjemno nadležno pri samem štartu. Namreč videli ste, kako so pripravljali se vozniki na sam štart, tam okrog 10 sekund, mogoče sekundo ali dve manj. Sedaj pa si zamislite nekaj, koliko časa traja tisti postopek, ko se začnejo prižigati rdeče luči in potem ugasnejo. Imajo morda dovolj časa, da se pripravijo na to? In marsikdo bo sedaj dejal, no, kaj bi se pa lahko zgodilo, kolikor pogonski sklop ni pripravljen. Dal vam bom neko primerjavo, ki na prvi pogled ni ustrezna, a ko bomo videli v nadaljevanju, mogoče celo zadane bistvo. Predstavljajte si, da ste v svojem vsakodnevnem osebnem avtomobilu in morate speljati. Seveda imate v prvi prestavi in nimate nobenih težav. Ampak, kaj se zgodi, če po nesreči namesto v prvi prestavi imate v tretji ali bog ne daj v četrti? Premaknili se že boste, ampak izjemno počasi in potrebno bo počakati nekaj dolgih sekund, da boste prišli do tiste točke, ko bo zadeva krenila. In podobno bi lahko dejali, da bi se lahko zgodilo tudi pri bolidih Formule 1.
Sicer prestava bi bila prava, ampak sam pogonski sklop ne bi imel dovolj moči. Zakaj? Ker turbokompresor ne bi dovolj stisnil zraka, vsaj ne takoj. In tu lahko sedaj seveda špekuliramo, zakaj pri Ferrariju tako dobro, zakaj pri ostalih tako slabo. A dejstvo je, da dirke verjetno vsakdo izmed nas noče gledati tako, da na začetku jih bo polovica ostala dobesedno vkopana. In tu je zopet nek primer, kako so pri Formuli 1 sledili bolj politiki kot tehniki. O tem, da razne težave prihajajo na dan z vsakim testiranjem, smo že dovolj govorili. Sedaj je na vrsto prišla nova. In ne pozabite na nekaj. Težave ne bodo imeli samo pri štartu, temveč tudi pri postanku. Se je kdo vprašal, kako bo izgledalo, ko bodo po 2 sekundah in pol bolidu nataknili nov set koles? Bo imel voznik dovoljšnje število obratov in pripravljen pogonski sklop, da bo lahko hitro spijal? Ali pa bo tam dobesedno obstal? In če se bo zgodilo slednje, bomo verjetno videli dirko z enim postankom, kajti nihče ne bo hotel izgubljati časa po nepotrebnem. Toliko o tem, da je treba pod nujno vpeljati več postankov, da bo bolj zanimivo. Seveda, s takim speljevanjem bo zagotovo zanimivo, predvsem za tiste, ki Formule 1 ne razumejo ali pa izsledijo samo preko serije Drive to Survive. A seveda moje mnenje, moj komentar tega dogajanja, ki kaže, kot da inženirji pri ekipah dolge mesece niso hoteli spregovoriti, kaj jih skrbi. In sedaj, ko je že za vse prepozno, so vseh polna usta. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.